Krompir je doma skoraj v vsakem slovenskem vrtu ali na njivi. Najbolj se veselimo zgodnjega krompirja, ki zna popestriti pozno pomladne jedilnike. Pridelava krompirja je dokaj enostavna, če smo pozorni na pravi čas sajenja, pravilno gnojenje in upoštevamo kolobar. Pridelek bo tudi bogatejši, če bomo upoštevali dobre sosede. Sadimo ga v aprilu, ko se tla že ogrejejo na 9 stopinj. Kolobar naj bo vsaj 3-letni. Jeseni je gredico dobro pognojiti s hlevskim gnojem, spomladi pa ji dodamo še kalij. Kako pa je z večjimi pridelovalci krompirja pri nas? Slovenski pridelovalci krompirja se pred novo sezono srečujejo z velikimi zalogami lanskega krompirja, ki ga kljub izredno nizki ceni ne morejo prodati, da bi pokrili stroške. Domač slovenski krompir je kakovosten, predvsem pa hitro dostavljen trgovcem in zato povsem svež. Pridelovalci imajo velike težave pri prodaji. Med vzroki je tudi dolgotrajno zaprtje šol, še vedno miruje ves turizem, trgovine naj bi ga prodale manj. Tudi cena za kilogram, ki jo kmet dobi, je izjemno nizka. Zdaj imamo ceno 12 centov za pitus, Maribor, to je tako bolj žalostno. Drugače pa prodajamo poleti lepo, samo mora biti ekstra kvaliteta, ki zdaj ni možno več, ne? To mora biti prvoklasen krompir. Prodajamo za Gomilar firmo največ, ki papira za Spar pa Hofer, pa vse tote velike trgovce. Nekaj pa tudi za Eurospin. Samo zdaj rajši uvažajo francoski krompir, ko je skalibriran in pa malo lepši. Pravi Janez Majcen iz Trgovišča pri Veliki nedelji, ki na svoji kmetiji že 30 let prideluje krompir. V tem času je torej na slovenskem trgu spet veliko francoskega in egiptovskega krompirja. Pri pridelavi in skladiščenju kmetovalci potrebujejo sodobne stroje, možnost namakanja in hladilnice. Slovenski pridelovalci krompirja morajo svoj pridelek prodati pod ceno, ker je veliko uvoženega krompirja, zato naši kmetje opuščajo pridelavo. To se bo zgodilo, ne? Sicer je pri nas zdaj nekaj pridelovalcev, ko imajo čedalje večje površine, ne? Samo vseeno mi pri Sloveniji pridelamo komaj polovico, ne vem, če sploh polovico krompirja, ko ga porabimo, ne? In če bomo upustili, zdaj je iz uvoza krompir poceni, ko ga mi več ne bomo imeli, več ne bo poceni, ne? Leto 2020 je bilo sicer za pridelavo krompirja ugodno. Pridelovali smo ga na skoraj 3000 hektarjih njiv. Večina površine je bila namenjena poznim sortam. Poznega krompirja smo pridelali nekaj manj kot 84.000 ton, kar je bila najboljša letina, odkar statistični urad spremlja pridelke v samostojni Sloveniji. Naslednjič, ko stopite med trgovske police, poprašajte prodajalce po našem domačem krompirju. Pridelovalci vam bodo hvaležni, vaš organizem za kakovostni izdelek pa tudi.